Spoštovani gledalci, zopet smo skupaj in se pripravljamo na veliki praznik Jezusovega rojstva. Stopili smo že v 4. adventni teden, praznovanje je tik pred nami. V tem zadnjem tednu nam je v pomoč podoba Marije, Jezusove matere. Slišali smo v nedeljo v evangeliju, kako je angel Gabriel obiskal to dekle v Nazaretu in ji sporočil veselo novico. Kot smo pretekli teden razmišljali o Janezu Krstniku, ki govori o veseli novici, o prerokih, ki so imeli vedno to vizijo, da je Bog blizu ljudem, da Bog rešuje, tako tudi angel Gabriel dokončno prinese tisto tako pričakovano novico, da je Bog resnično poslal na svet odrešenika, ki so ga čakali ljudje vekov, vse stare zaveze, vseh časov in ga tudi mi danes pričakujemo. Marija nas uči, kako prisluhniti temu oznanilu, kako mu verjeti, kako ga sprejeti v svoje življenje. Marija je imela eno srečo verjetno v življenju, da so jo starši od otroštva naprej učili, kako zaupati Bogu. Marija je živela v judovski družini, v pravi judovski družini, ki je živela iz tradicije, iz tega zaupanja v Božje obljube. Judje imajo eno izkušnjo v svojem življenju, da je Bog zvest, da Bog vedno rešuje. Tudi ko so okoliščine še tako grozne, da bi človek obupal, Bog vedno poseže. Na Boga se lahko vedno zaneseš. In Marija je to že kot otrok dobila, to zaupanje v Boga. Verjetno je dobro poznala svetopismo. Zato, ko angel govori z njo in uporablja nekatere izraze iz psalmov in iz prerokov, nekako zastriže z ušesi in je presenečena, kako da jo ta angel nagovarja s temi besedami. Ker jih pozna, ker ve, kaj je Bog po Izaiju in po drugih prerokih napovedal, obljubil svojemu ljudstvu, da je napovedal odrešenika in da bo rojen iz device, iz žene in je presenečena, ko nekako začuti, da je ona ta izvoljenka, ta žena, na katero je Bog že v preteklosti računal. Torej, angel Gabriel oznani Mariji to veselo novico, da bo ona rodila tistega, ki bo rešil izraelsko ljudstvo greha. Že prejšnji teden smo razmišljali o tem, kako je greh tista najhujša stvar, ki se je zgodila človeku, ki nam onemogoča, da živimo lepo življenje, veselo življenje, lahko bi rekli rajsko življenje, da bi se počutili v raju. Greh je kot en strup, kot ena bolezen, ki te razjeda znotraj. In angel Gabriel Mariji oznani ravno to. Razveseli se Marija. Nekateri prevajajo to pozdrav, ne zdrava Marija, ampak razveseli se Marija. Ker to, kar se bo zgodilo, je izvor veselja. Tudi to, kar angel Gabriel govori Mariji, je vesela novica, je evangelij. Prejšnjo nedeljo smo slišali, kako je Bog že Adamu oznanil neko veselo novico, in ki se ponavlja potem skozi vso zgodovino. In danes prihaja tudi k nam ta vesela novica. Tudi nas Bog danes vabi, da bi se razveselili, podobno kot Marija. Ampak pomembno je, da imamo to držo Marije,
poslušati, zaupati, verjeti temu oznanilu, temu, kar slišimo. Smo čisto v istem položaju kot Marija, nimamo nobenih prednosti, pa tudi nam nič ne manjka, da bi lahko zaupali Bogu. Tudi ona ni imela nobenih takih znanstvenih dokazov, samo obljubo, da je Bog njo izbral, da se v njej rodi Kristus, da se v njej rodi odrešenik. Tako kot imamo mi danes enako možnost, se nam nudi neko oznanilo, nekdo nam oznanja, da je Gospod izbral tebe, da bi se v tebi rodil Kristus, torej nek novi človek, nov način življenja. In tukaj lahko zdaj govorimo o treh angelih. Že pred enim tednom smo razmišljali o nekem angelu, ki je nagovoril Adama, človeka, prvega človeka, vsakega zemljana, kar pomeni beseda Adam, zemljan. Vsak človek ga nagovarja nek angel, ki mu je v Svetem pismu ime Lucifer. To je nosilec luči. To je bilo najbolj popolno bitje za Bogom. Največji inteligenca, takoj za Bogom. Z čudovitim poslanstvom, da je nosilec luči, da prinese luč. Ta angel, to bitje, ni sprejelo tega, da mora poslušati Boga. In iz upora proti Bogu se spremeni na nek način njegova narava v bitje, ki nasprotuje Bogu in ki vsa druga bitja nagovarja k temu uporu. In ta angel Lucifer pride k Adamu in ga nagovori, da se upre Bogu, da Bog ni vreden zaupanja. Pove Adamu eno veliko laž, da Bog ni ljubezen, da nas Bog ne ljubi, da je toliko in toliko napak v našem življenju. Torej, ta Lucifer, mu rečemo hudič, Satan, stara kača ga imenuje knjiga Razodetja. Ta angel govori eno veliko laž in zapeljuje človeka. In ta angel ni nekje daleč v vesolju, na drugem planetu. Je vsak dan pri nas. Lahko te nagovori že zjutraj, ko se zbudiš in ti gre vse na živce, ker se spomniš, kaj vse moraš ta dan narediti, ali pa ne vem, kako hudo ti je, ali pa ti prikaže vse strahove, ali pa moraš iti k zdravniku in ti pove kakšno slabo novico, ali pa karkoli. In vse to ta angel izkoristi, da te nagovori, da se upreš Bogu, da ne zaupaš, da živiš v strahu, da živiš v uporu, da se pritožuješ, da kar naprej cel dan godarnjaš in še širiš to nezadovoljstvo na druge ljudi. Torej, ta angel je prvi angel, ki Adama nagovori in ga nagovori na greh, ga prisili na nek način s prepričevanjem, da se upre Bogu, da naredi greh. Greh je samo potrditev tega, da verujemo, da Bog nas nima rad in da bom jaz delal po svoje. Da bom delal tisto, kar jaz mislim v nekem trenutku, da je dobro zame. Potem je Bog pošiljal mnoge angele ljudem, mnoge vodnike, mnoge preroke, vse dokler ni poslal torej angela Gabriela Mariji. To je ta drugi tak zelo pomemben angel, ki je prinesel veselo novico, da je Jezus tisti, ki rešuje, da je Jezus tisti, da je Bog tisti, ki ni zapustil človeka, ki nas prihaja iskat, ki prihaja v našo revščino,
v to stanje greha, da nas reši iz tega ven, da nam pove resnico, da nam pokaže, da nas ima Bog rad. In zato je Jezus Kristus, ki ga je Marija rodila, je pokazal svojo smrtjo in vstajenjem, da nas ima rad, da nam odpušča naš greh, da je usmiljen do vsakega od nas. In Marija je to novico, to sporočilo je sprejela, zato je lahko spočela. Angeli jo oznani, da Bogu je vse mogoče. Bog lahko naredi vse, brez naših moči. In Marija to sprejme, ker je bila poučena v tem, da je pomembno zaupati v Boga. To je ta drugi angel, ki prinaša veselo novico, ki prinaša odrešenje, ko odpremo svoje srce za to oznanilo, da me ima Bog rad, potem se v meni rodi Kristus. Potem se zgodi to spočetje, ki je nadnaravno, ni biološko spočetje, je nekaj, kar naredi Sveti Duh v tebi, da ti prinese nek nov pogled na vse stvari, na vse, kar se dogaja v tvojem življenju. Vse začneš gledati z novimi očmi. In potem govorimo še o nekem tretjem angelu, ki pa je malo čuden. To je tisti, ki ti danes oznanja ta evangelij, to veselo novico. Konkretno mogoče za tebe, ki si zdaj pred ekranom, sem ta angel, mogoče jaz, čeprav sem nesimpatičen, ne znam lepo govoriti, to ni toliko pomembno, kako izgleda ta angel. Pomembno je, kaj ti govori. In ta angel danes ti govori, da Bog ljubi tudi tebe, zato ti je dal ta adventni čas, zato ti daje to besedo, te spodbude, ti daje to priložnost, da tudi letos praznuješ božične praznike, te v tej tvoji resničnosti, ki jo živiš, ali doma, ali v bolnici, ali v domu starejših, ali ne vem kje, da je Bog s teboj, da Bog tebe ni pozabil, da te ima rad, da pošilja Jezusa Kristusa danes za tvoje življenje. In ti oznanja ljubezen. In Bog želi vstopiti v našo to človeško resničnost, ki jo živimo. Ne potrebuje, Bog zato, da bi deloval v nas, ne potrebuje, da izgradimo najlepše jaslice na svetu. Ne potrebuje, da smo brez greha. Ne potrebuje ne vem kaj, ampak želi samo, tako kot smo že prejšnji teden rekli, našo iskrenost. Bog se želi roditi v naši resničnosti. Zato se je že v Betlehemu rodil v hlevu, ni se rodil v Jeruzalemskem templju ali v kakšnem posvečenem prostoru, rodil se je v boštvu in rodil se je, kar mi je zelo zanimivo, v poslušnosti oblastem. Marija je rodila tam, kjer je rodila, zato, ker sta z Jožefom poslušala cesarski ukaz. Rodil se je v ta svet egoizma, negostoljubnosti, boja za oblast in pohlepnosti. V tej resničnosti se je Jezus Kristus rodil. In mislim, da letošnje razmere za praznovanje Božiča so naravnost idealne. Naravnost idealne. Tudi mi smo povabljeni, da poslušamo oblasti, ki nam govorijo stvari, ki niso prijetne. Tudi mi smo povabljeni, da se soočimo z svojo resničnostjo, godrnjanja, uboštva, nemoči. Tudi mi imamo danes probleme, tako kot Jožef in Marija, in živimo sredi tega konkretnega sveta. V ta svet za nas, za mene in za tebe prihaja Jezus Kristus.